Hvala lepa in imam kar enostavno besedo, ker so predhodniki že praktično povedali večino tistega, kar sem sam želel, kar me še posebej veseli. Mislim pa, da bo kljub vsemu tudi kaj novega. Kje se nahajamo? Sodim, da so pravzaprav tri ključni problemi. Prvega ne bom omenjal, posebej gre za militarizacijo do sočloveka in do sonarave, gre na drugi plati za to, da smo leta 1980 prvič v zgodovini človeštva presegli planetarne okoljske omejitve in od takrat naprej živimo v obdobju ekosistemskega propadanja našega sistema. In točka 3, tako velike družbene socialne neenakosti, kot je v tem trenutku, ni bilo v zgodovini človeštva. Dejstvo, da, kot veste, 62 najbogatejših prebivalcev sveta obvlada polovico premoženja revne polovice sveta, je zame takšen absurd, da enostavno ne morem razumeti tistih, ki lahko zagovarjajo sedanji sistem ekosistemske destruktivnosti in na drugi strani ekološke neenakosti, ker je to absolutno nepravična in neetična kategorija. Ključna protislovja. Ruši se, torej prišlo je destabilizacije ključnih družbenih razmerij med delom, kapitalom, ki je že tradicionalno nasprotje, temu se je pridružila še narava in temu se je pridružilo uničevanje eksistenčnih pogojev za prihodne generacije. Skratka, dva popolnoma nova izziva in z starimi paradigmami nanje enostavno ne moremo odgovoriti. Tradicionalno notranje protislovje med delom in kapitalom ostaja, se povečuje, nastaja novo med kapitalom in okoljem in dejstvo je, kakorkoli, da je prav zaradi eksistenčnih problemov ekološka oziroma okoljska kriza dejansko največja grožnja 21. stoletja. Zgodovinske izkušnje so bile že prej navedene, propad realnega državnega socializma, trdoživost, izredna trdoživost, to treba priznati, tako imenovanega kriznega kapitalizma in, kot pravi Vesna Vugodina, civilizacijski neuspehi zgodovinskih prelomov. Izredna pomembna sporočilna nota za sedanji čas, za 21. stoletje. Skratka, ne delajmo ponovnih napak. 4 koncepti. Prvega, neoliberalni kapitalizem lahko hitro odpravimo, ker enostavno nima prihodnosti. Enostavno je sistemsko zgrajen na takšnih osnovah, da enostavno ne more odgovoriti na temeljna protislovja 21. stoletja. Ekosocialni kapitalizem, gre za reformo sistema, o tem malo več. Državni socializem, obojanje sistema, ki je propadel, po mojem mnenju, takšen, kot je bil, ravno tako nima nobenega smisla, ima pa številne pozitivne izkušnje, ki jih bo treba upoštevati. In demokratični ekološki socializem, ekosocializem, ki pomeni zamenjavo sistema, ne obujanje starega sistema, zamenjava sistema, ki ima po mojem mnenju pravzaprav edini prihodnost. Tukaj se ne bom zadrževal, ker je predolgo, pa tudi mislim, da nima nobenega smisla. Hočem vam samo povedati, dati optimizem in, bom rekel, voljo do sprememb, voljo do upora, ki je potreben v tem trenutku. Zakaj? Ker od krščanskih socialistov, komunistov, ekonomistov, ekologistov, Sandersa, papeža Frančiška, ekosocialistov, Die Linke v Nemčiji, Andreja Kirna, Žakla, politologa Lukata Mesca in tako naprej, pa še bi lahko našteval, se dograjuje nova paradigma, ki je, po mojem mnenju, taka, da lahko odgovori na tisto, kar si vsi želimo. To je pravična,
družba, poudarjam, zmernega napredka, asociacija na Čapka najbrž, ampak nič narobe, napredka za vse ljudi in za vse generacije. Skratka, gradi se nova paradigma. In meni se zdi, da je to izredna pozitivna sporočilna nota. Ni dovolj klasično pojmovanje trajnostnega razvoja. Gospodarstvo, družba, ekologija, iskanja ravnovesja. Ni dovolj. Kaj potrebujemo? Potrebujemo etiko, potrebujemo socialno vrednotni sistem, ki bo osmislil našo udejanjanje paradigem. Brez spremembe hierarhije vrednot ni možno pričakovati družbeno-ekološkega preloma, kot pravi Andrej Kirn. Ni možno pričakovati. In če hočemo to spremeniti, ne glede na to, kakšen je od nas do politike in odločanja, potem moramo seči na to področje. Tukaj se stvari spreminjajo ob seveda sodelovanju civilne družbe. Ekosocialni kapitalizem, demokratični ekosocializem. Na kratko, zakaj ekosocialni kapitalizem ne more dati odgovora na izzive 21. stoletja? Zaradi tega, ker prenaša kozmetične popravke. Te kozmetične popravke so v tem, da se poskuša preko sistema socialne države omejiti družbena nasprotja in velike premoženjske in dohodkovne razlike. Korenine pa ne odpravlja, ker ostaja pri sistemu privatne lastnine kot ključne oblike lastnine, kar že vnaprej pomeni izkoriščanje. In druga stvar, kar je že Luka prej povedal, da se enostavno kapitalizem ne more odpovedati modelu rasti, modelu akumulacije, modelu dobička za vsako ceno. Na osnovi izkoriščanja ljudi in na osnovi izkoriščanja narave. Zato potrebujemo nov sistem in jaz bi tukaj počrtal predvsem to, da ni dovolj, da se spremeni in zmanjša nasprotje med kapitalom in delom. Poudarjam, ni dovolj. Sistem, ki v tem času vztraja na modelu rasti, enostavno nima ekosistemske podlage, ker uničuje eksistenčne pogoje na našem planetu. Kot vidite, jaz predlagam precej radikalne zadeve, zavestno, skratka, treba bojiti v sistem, kjer bomo na globalni ravni določili količino naravnih virov na prebivalca, ki jo lahko uporabljamo. Zelo drastična zahteva, ki pa nima alternative. In druga stvar, absolutno bomo morali radikalno omejiti družbeno nepravičnost na našem sistemu. Prvič z sistemom samoupravljanja, soupravljanja, drugič z sistemom prevlade javne lastnine in tretjič, kar je zelo pomembno, z zmanjševanjem družbene neenakosti, z vzpostavitvijo najvišjega, najnižjega dohodka, primernega, etično primernega razmerja, ki je po mojem mnenju ne 1:10, ampak 1:5, bom to tudi zagovarjal, če bo potrebno, in seveda možnost univerzalne zagotovitve dostojnega življenja. Tukaj se bo tudi naše gibanje, Združena levica, morala jasno in nedvoumno vprašati, kaj v tem sistemu narediti. Ali pustimo zadevo, pa rečemo, da je univerzalni temeljni dohodek iluzija, ki je kapitalistično zasnovana, ker dejansko ne rešuje vseh ključnih problemov, ali pa bomo rekli, da je naša temeljna naloga, da zagotovimo vsem ljudem dostojno življenje. Jaz mislim, da je en drug sistem še boljši. To je sistem, ki zagotavlja brezplačni dostop do javnih storitev, ki zagotavlja določeno količino energije, vode, brezplačnega javnega prevoza, ampak o temu, kdaj drugič, jaz mislim, da bo verjetno treba iskati neko kombinacijo na eni strani netržnih brezplačnih storitev in na drugi strani UTD-ja.
sem že na koncu, zaključujem s tem, kako priti do demokratičnega ekološkega socializma. Jaz mislim, da so 3 poti. Prvo, absolutno ne smemo več, kar smo že naredili, ne smemo več popuščati pred tem, da razvijamo in branimo novo ekosistemsko socialistično paradigmo. Tukaj je treba delati na tej, bom rekel, etični, globalni ravni ozaveščanju ljudi. Točka 2, kar je bilo tudi že povedano, številne konkretne akcijsko delovanje, primeri dobre prakse ekosocialistične prihodnosti, ki se že dograjujejo. Od samoupravljanja, regionalnih konceptov sonaravnega gospodarstva, krožnega gospodarstva, policentrizma, teritorijalne samouprave, avtonomnosti, ekovasi, pomoči revnejšim gospodinjstev, skupni davek za premoženje, univerzalna socialna podpora, delovsko samoupravljanje in predvsem zaustavitev privatizacije. Absolutno moramo preprečiti privatizacijo naravnih virov za vsako ceno, ker je to samomor, ki ga sami sebi delamo in seveda pristajamo potem na izkoriščanje. In ekosocialistično uveljavljanje na osebni ravni, kar pomeni, da se v narekovaju sprijaznimo s tem, da brezkončno bogatstvo ni mogoče na tem planetu in da gradimo dostojno, materialno dostojno življenje v okviru solidarnosti in medsebojne pomoči. Brez dvoma lahko pričakujemo brutalni odpor velekapitala in elite. Ne si domišljati, da bomo do drugačnega sistema prišli kar na osnovi, bom rekel, današnjega in drugih posvetov. Opreti se bomo morali.